Torej, profesionalno sem se začel ukvarjati z diplomacijo že leta 1993, ko sem začel delati na Ministrstvu za zunanje zadeve in se vse od takrat se nekako ukvarja s temi vprašanji, ki so povezani s slovensko zunanjo politiko, z Ministrstvom za zunanje zadeve, in to je pravzaprav tudi, moram reči, da ne gre samo za delo, gre pravzaprav tudi za način življenja, in tukaj me celotna zadeva pravzaprav zelo veseli. Torej, lahko rečem, da sem imel v tistih prvih letih slovenske države, ko se je začelo izgrajevati Ministrstvo za zunanje zadeve, pravzaprav tudi veliko srečo, da sem bil kot mlad diplomat takrat poslan na dodatno izobraževanje v tujino, in sicer to so bila recimo temu izobraževanja ob delu. Bil sem v Veliki Britaniji kar nekaj časa na Ministrstvu za zunanje zadeve. Angleško Ministrstvo za zunanje zadeve je organiziralo 3-mesečni diplomatski tečaj, kjer smo se veliko naučili. Seveda največ pa sem se, kar se tiče diplomacije in pa seveda tudi zunanje političnih odnosov, naučil na Diplomatski akademiji na Dunaju, ki je zelo dobra šola in ki nam je dala seveda tudi zelo dobro popotnico za delo na zunanjih zadevah, torej za delo v diplomaciji. Pa moje prvo delovno mesto v tujini je bilo veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu, kjer sem bil predvsem zadolžen za spremljanje gospodarskih tokov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, in pa potem temu se je nekako pridružilo tudi spremljanje evropskih zadev, tako da ste pravzaprav ta ekonomski del in pa ta del vstopanja Slovenije v Evropsko unijo še takrat, oziroma prilagajanje, so se na določenih področjih tudi povezovali, kar je pravzaprav takrat nam še predstavljal velik izziv, ker ni bilo tako avtomatično članstvo Slovenije v Evropski uniji. Naslednje mesto v tujini je bilo mesto namestnika veleposlanika v Berlinu, kjer sem preživel 4 leta. Tudi to delo je bilo izjemno zadovoljno. To je bilo obdobje med letom 2000 in 2004. V tem času je Zvezna Republika Nemčija tudi izvedla najbrž večino gospodarskih reform, kjer bi se najbrž lahko tudi mi v današnjem času lahko marsičesa naučili, in seveda rezultat teh reform in seveda tudi potem nove vlade, zlasti pod vodstvom krščansko-demokratske kanclerke Angele Merkel, je Zvezno Republiko Nemčijo zopet pripeljala med uspešne ali pa celo med najuspešnejše evropske države, kar se vidi po stopnjah gospodarske rasti, po delovanju gospodarstva, da ne govorimo o funkcioniranju pravne države. No, potem pa zadnje mesto v tujini pa je bilo mesto generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu. To mesto pa je bilo seveda na nek način zopet specifično, pravzaprav drugačno, ker je šlo ker sem bil pač predstavnik slovenske države na področju praktično celotne zahodne Avstrije, seveda pa je bilo težišče poleg gospodarskih in bilateralnih političnih vprašanj tudi na delovanju in sodelovanju slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, ker vemo, da v povezavi s to manjšino obstaja še veliko nerešenih vprašanj oziroma vprašanja, za katere Republika Slovenija želi, da bi se morda rešile na nek drug način, kakor so bile rešitve nakazane takrat. Tudi to delo mesto generalnega konzula na Koroškem je pravzaprav korenito pripomoglo k nekemu drugačnemu razumevanju ne samo odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ampak tudi recimo k celotni problematiki slovenske manjšine, način življenja slovenske manjšine, ker pravzaprav sem lahko iz prve roke videl, da ni biti enostavno pripadnik neke manjšine, kjer se moraš praktično vsak dan vedno znova poudarjati in se podegovati za svoje pravice, tudi če so bile že kjerkoli v pravni praksi definirane poprej. Torej, ja,
konec junija 2000 sem se predčasno vrnil svojega diplomatskega delovnega mesta v tujini z veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu in se nekako recimo temu preselil v kabinet takratnega predsednika vlade dr. Andreja Bajuka, kjer sem bil svetovalec za zunanje in tudi za zadeve povezane z vprašanji ekonomske unije. Torej, z velikim veseljem, ko gledam nazaj na to obdobje, ugotavljam, da dr. Andrej Bajuk ni naredil nobenih kakršnih koli napak na zunanje političnem področju. Še več, jaz mislim, da je bila tista vlada pod vodstvom dr. Andreja Bajuka ena od ključnih vlad, ki je nadoknadila vse zaostanke pri našem procesu vstopanja v Evropsko unijo, tako da smo pravzaprav, veste, takrat so bili še govori o prvem krogu članic, novih članic Evropske unije, pa drugem krogu in tako naprej. In mi smo se takrat dejansko zavihteli v tako imenovani prvi krog, ki se je potem seveda razširil na vse takratne kandidatke in tisto delo takrat v kabinetu in delo takratne vlade pod vodstvom dr. Andreja Bajuka je dejansko omogočilo Sloveniji, da je postala v neki želeni takratni časovnici članica Evropske unije. Torej, seveda eno od bistvenih elementov, na katerih lahko gradim svoje delo kot državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu, je seveda moje poznavanje manjšinske problematike, je bilo moje delo generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu. Kajti skozi to delo sem dejansko spoznal vso problematiko. Poglejte, tukaj seveda obstaja niz podobnih vprašanj, ki se nanašajo na vse slovenske manjšine v sosednjih državah. Mogoče je tukaj izpostavljena ali pa močno izpostavljena seveda Republika Avstrija, ker, kakor vemo, imamo tako imenovano državno pogodbo in seveda v tej državni pogodbi so zajamčene pravice slovenski narodni manjšini na Koroškem in Štajerskem, na kar ne smemo pozabiti, pa seveda tudi nekaterim drugim manjšinam v Avstriji, recimo gradiščanskim Hrvatom, Madžarom in tako naprej. In če nekako poskušamo definirati ali pa najti neko skupno problematiko, je seveda dnevno življenje ali pa apliciranje teh nekako zagotovljenih pravic v vsakdanjo prakso. Gre za vprašanje od vrtcev, osnovnošolske vzgoje, uporabe jezika, ker, veste, enostavno je biti v Sloveniji Slovenec. Če pa si v nekem drugem okolju, v drugačnem okolju, kjer vsakodnevno uporabljaš drug jezik, kjer praktično, če greš po ulici kupiti kilo kruha, govoriš v nekem drugem jeziku, je seveda potrebno tudi pri človeku določena samozavest in tudi samodisciplina, da zavestno uporablja svoj materni jezik. No, mogoče to kot kakšna takšna opomba. Seveda, če gremo potem naprej v Italijo, so seveda znani problemi s financiranjem. Italijanska država je po zaščitnem zakonu seveda namenila znatna sredstva slovenski manjšini, vendar vedno prihaja do zamikov, do znižanj sredstev za nazaj, tako da se s temi problemi redno ukvarjamo. Tukaj imamo Madžarsko, kjer so seveda porabski Slovenci na nek način po padcu železne zavese doživeli neko novo renesanso, neko novo prebujanje, neko novo kvaliteto manjšinskega življenja, pa potem naprej, če gremo še tudi na Hrvaško in tako naprej. Vendar bi jaz tukaj poudaril, da brez ključne vloge Republike Slovenije, brez podpore, tudi finančne, Republike Slovenije, seveda v takšnem obsegu, kakor danes delujejo slovenske manjšine v Avstriji, v Italiji in tudi na Madžarskem, pa na Hrvaškem seveda ne bi bilo mogoče. Zato me v določenem segmentu pravzaprav včasih žalosti neko nerazumevanje tudi v medijskem javnem mnenju znotraj Republike Slovenije, da gre pravzaprav za neka
nepotrebna sredstva, da gre za neke nepotrebne institucije, da je bila to neka koncesija Novi Sloveniji ali pa celo naši predsednici gospe Novakovi. Gre pravzaprav za tisto, kar bi želel, da vsi razumemo, da gre za skupni slovenski, kulturni, gospodarski in znanstveni prostor. Torej, glede na to, da sem v prejšnjih diplomatskih službah, zlasti v Nemčiji, ki je ogromno število slovenskih zdomcev in izseljencev, ki so seveda iskali boljše pogoje za življenje, ker v takratni državi ni bilo drugih možnosti, pa tudi v Italiji spoznal ogromno število ne samo institucij, društev, katoliških misij, ampak tudi osebno ljudi. Jaz mislim, da večina ali pa velika večina, prepričljiva večina teh ljudi izredno ceni odnos Republike Slovenije in še takšno majhno pozornost, če gre za mogoče majhen obisk, majhno podporo, ker želijo ostati povezani s svojo državo in svojim narodom. In seveda tukaj mislim, da je seveda tudi naša, ne samo politična, tudi moralna dolžnost, da s temi ljudmi ostanemo povezani, da jim pomagamo pri njihovih, recimo temu, vsakodnevnih naporih za slovenstvo. Veste, ker večino tega dela, ki ga opravljajo Slovenci po svetu, je popolnoma na prostovoljni bazi in za tiste minimalne prispevke strani Republike Slovenije, gre pravzaprav dejansko za minimalne prispevke, ki omogočajo neke osnovne pogoje, da pravzaprav se te ljudje lahko povezujejo in srečujejo v svojih društvih in pa seveda tudi tukaj treba izraziti veliko zadovoljstvo in veliko priznanje katoliški cerkvi, ki je svojo organizacijo, svojim sistemom katoliških misij izredno dobro poskrbela za Slovence po svetu. In zopet tukaj bi si želel na nek način, da bi se znotraj Slovenije bilo veliko več posluha za te ljudi, ki z nekim pozitivnim odnosom gledajo na Republiko Slovenijo, ki širijo vedenje in znanje o Sloveniji, o slovenskem narodu, o slovenski kulturi, o slovenski znanosti in tako naprej. Da je nekakšen koncept ali pa nekakšno sprejemanje teh ljudi drugačno, kar ti posebej na gospodarskem področju se je zgodilo mnogokrat, da so te ljudje, posebno tisti, ki so uspeli, želeli investirati v Sloveniji, pa so zaradi birokratskih, morda celo političnih ali še kakšnih drugačnih preprek njihovi načrti niso bili uresničeni, s tem pa seveda znotraj Republike Slovenije nismo dobili tistih delovnih mest ali pa takega števila delovnih mest, ki bi jih v tem današnjem času še posebej potrebovali. Tako je. Torej, aktivno vse skozi sem imel neko kritično držo in občutje za politične razmere. Aktivno sem vstopil v politiko formalizirano, mislim, da leta 91 ali pa 92, in sicer takrat sem deloval znotraj Mladih krščanskih demokratov in sicer v odboru za mednarodne zadeve ali pa mednarodne stike, nekako tako se je reklo, in seveda od takrat bi nekako lahko rekli, da se aktivno ukvarjam z temi tudi političnimi vprašanji. Torej, seveda, kot mednarodni tajnik Nove Slovenije sem prevzel neko delo, ki ga z velikim veseljem in pa recimo tudi temu z veliko ljubezni opravljam, ker gre za stike s sorodnimi strankami, za res postavljanje in negovanje odnosov s sorodnimi strankami, predvsem evropskimi. Tukaj mogoče gre za nemško CDU, CSU, torej bavarsko varianto, pa za avstrijsko ljudsko stranko in se že na katere druge stranke. Izrednega pomena in izjemno sem vesel, da nam je, ko smo bili še izvenparlamentarna stranka in smo dejansko trdo in načrtno delali in vse upe polagali v te zdajšnje volitve, pravzaprav uspel kot edini stranki, nam je uspela ta vrnitev v slovenski parlament in seveda tukaj ne gre samo za vodstvo stranke ali pa za tiste ožje sodelavce, ki smo vse skozi sodelovali, ampak tukaj je izrednega pomena, da so nas podprli vsi naši člani in pa tudi simpatizeri in da smo pravzaprav uspeli prepričati naše volilno
celo prebivalce Slovenije in prebivalke in prebivalce Slovenije, da Slovenija nujno potrebuje stranko, kakor je Nova Slovenija, stranko, ki temelji na krščanski demokraciji in seveda ob tej bi se pravzaprav želel tudi vsem zahvaliti, ki so v tej široki akciji širom Slovenije posod naredili res, kar je bilo mogoče, da smo dosegli ta čudovit uspeh in se vrnili v parlament. Seveda, sedaj so pa pred nami novi izzivi, predvsem prejšnja vlada je na gospodarskem področju popolnoma odpovedala, enormno se je povečal dolg države in mi smo sedaj dolžni, ne samo zaradi nekih političnih idej, ampak mi smo pravzaprav dolžni, da na dolgi rok zagotovimo prihodnost temu narodu in tej državi in našim otrokom. In na ta način moramo na kratek rok žal sprejeti tudi ukrepe, ki so morda boleči, ki niso priljubljeni, vendar na dolgi rok je to edina možnost, da bomo uspešna država, kakršno si vsi želimo. Torej, nobeni varčevalni ukrepi, kjerkoli bi jih sprejeli in kadarkoli bi bili sprejeti, seveda ne morejo biti simpatični. Vendar moje razmišljanja, ki sem ga že delno predstavil, je ravno v tem, da Slovenija mora ostati, iti po poti uspešne države. In če mi želimo na dolgi rok naši državi dobro, če želimo zagotoviti tej državi, našemu narodu in našim otrokom uspešno prihodnost, neko evropsko perspektivo članstva v neki ožji, uspešni družini evropskih narodov ali pa evropskih držav, moramo izvesti določene varčevalne ukrepe. Te varčevalne ukrepe so morale izvesti tako Nemčija, kakor v Avstriji, kakor v nekih drugih, recimo temu, uspešnih državah. In te države, ki so na nek način šle skozi ta varčevalni proces, uspešno zaključile, so danes zopet uspešne. Beležijo ekonomsko rast ali pa saj niso v recesiji. Poglejte, Nemčija je pravzaprav celo dvignila plače, bo dvignila plače javnim uslužbencem, mislim, da za več kot 6%. To pomeni, da so uspeli v nekem obdobju dejansko izvesti reformo. In govorimo o združeni Nemčiji. Nemčija, ki je imela dejansko skoraj približno več kot 1/3 bivše vzhodne Nemčije, ki jo je uspešno integrirala v svoj sistem, ker so mlade generacije razumele, kako funkcionira gospodarstvo, kako mora delovati gospodarstvo in ekonomska logika. Seveda, po drugi strani pa imamo države, ki kljub znatni pomoči in podpori mednarodne skupnosti, predvsem evropske, Grčija, morda tudi Španija, Portugalska, nikakor ne morejo priti iz tega primeža težav. In predno mi, naša država, pride res tako daleč, da dejansko ne bo druge poti, kakor močan in neposreden pritisk mednarodne skupnosti, jaz mislim, verjamem, da smo mi vsi skupaj sposobni, da sami znamo izpeljati reforme, vendar bo potrebno in so potrebna varčevanja in morda tudi na kratek rok odrekanja, ravno zaradi tega, da na dolgi rok zagotovimo vsem skupaj uspešno prihodnost. Kot kandidat Nove Slovenije sem na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah kandidiral v 6. volilni enoti v Trebanjskem volilnem okraju, torej po domače rečeno gre za bivšo občino Trebnje, kamor spadajo danes še občine Šentrupert, Mirna in pa Mokrono-Trebelno. Izjemno sem vesel in se tudi zahvaljujem vsem regionalnim odborom Nove Slovenije, tako v Trebnjem, Šentrupertu, Mokrono-Trebelnu in pa tudi na Mirni, da so mi pomagali, izredno pomagali, me sprejeli in mi pomagali pri tej naši volilni kampanji in jaz mislim, da smo napravili izjemno delo, dosegli smo zelo dober rezultat, ne glede na to, da je bila povsod v javnih medijih vse skozi močno prisotna neka skepsa, nek dvom,
da se Nova Slovenija niti ne bo vrnila v parlament, da je vsak glas za Novo Slovenijo preč vržen glas, vendar mi smo dejansko več kot mesec dni intenzivno vsak dan delali na terenu z vsemi temi predstavniki lokalnih odborov, ki sem jih naštel, ki se jim tudi ob tej priliki želim zahvaliti za vso njihovo podporo, da so verjeli vame, da so verjeli v Novo Slovenijo in seveda, da so verjeli v naš rezultat, ki smo ga potem skupno dosegli, tako v volilni enoti, kakor seveda tudi v volilnem okraju, kakor tudi na državni ravni. Najlepša hvala za priložnost, da lahko tudi na ta način predstavimo svoja stališča in naša mnenja.